je tisto, kjer nam bo Jezus in nam daje svoj kaže pot. Tu imamo Evharistijo, imamo Marijo, ampak to je premalo. Potrebno je tudi eno, biti v edinosti s Svetim Očetom. Imate skupine, glasove, domnevna videnja, ki so lažna videnja, domnevna razodetja, ki so lažna razodetja, ki vas hočejo omajati v tej veri. Da ne govorimo po svetih medijih, o časopisih, kaj so naredili iz nekih novic napačnega razumevanja ali hoteno napačnega razumevanja določenih izjav cerkve ali papeža, kar papež nikoli ni rekel. In delajo razdor in nemir. Dragi Božji prijatelji, papež nas je prosil, naj sprejmemo begunce. Seveda begunce, ki rabijo našo pomoč. Begunec je tisti, ki prihaja iz vojnega področja in mu s tem, ko ga sprejmemo, mu rešujemo življenje. Glavno pa je tukaj Jezusova beseda. Jezus pravi, nag sem bil, ste me oblekli. Seveda pomagamo tistemu, ki je nag. Lačen sem bil, ste mi dali jesti. Če je nekdo si, če nekdo rabi hrane, nič hudega, mi smo svoje naredili, če smo mu pomagali. Žejen sem bil, ste mi dali piti. Popotnik sem bil, ste me sprejeli. Jezus sam je bil begunec. Stregli so mu po življenju in njegovi materji Mariji in svetemu Jožefu. Svete družini so stregli po življenju, hoteli so jih vse pobiti. Komaj se rodil, je moral bežati. In bil v smrtne nevarnosti, ne vemo koliko let, preden so se vrnili v Nazaret. Dragi Božji prijatelji, seveda, nekateri od teh grejo s trebuhom za kruhom. Grejo iskati lepši prostor, boljše čase, boljšo ekonomsko situacijo zase, za svoje drage. Tudi tega jim pravzaprav ne bi smeli zameriti. Če bi Slovenija, koliko naj bi 2000 ali 2200 beguncev sprejela, poglejte, v 50-60 letih je 60 000 Slovencev, niso si reševali življenja, prej 5 let prej. Šli so s trebuhom za kruhom, cirka 60 000 Slovencev, v Nemčijo, Švico, Avstrijo, druge države sveta. Šli so naproti boljšemu življenju in so seveda nesli svojo vero seboj. Ali jo tudi na poti izgubili. Tudi to ne bi smel biti težek greh. Seveda imamo pravno državo. Če nekdo razgraja, če nekdo ni hvaležen, ali hoče razbijati, razgrajati, to je moje osebno mnenje, tak človek seveda se ga lahko usmeri nazaj domov. Ali če nekdo bi poskušal teh beguncev delati teroristične akcije, koga ubiti, ali celo koga ubil, ali poskusil moram, ali da jih dobijo, pripravljajo neko razstrelitev sredi med ljudmi, seveda to so težke kazniva dejanja. Imamo pravno državo, ki žal pravni sistem ni popoln, ampak določene stvari pa so seveda v tem pravnem sistemu, določene varovalke. In, naprimer, če nekdo pripravlja nek umor ali kaj težkega, imamo, gledajte, lahko zapor 10 let, 20, 30, do smrtno, kakorkoli. Gotovo, tudi če bi v končni fazi morali biti mučenci, če smo mučenci sredi ljubezni, ko smo ljubili, ko smo se razdajali, ko smo delali dobro, so namesa naša. Seveda ne rabimo biti neumni ali pa naivni. Bog nikoli ni rekel, da se moramo odpovedati modrosti ali svoj pameti. Bog želi, da bi uporabljamo to prav. Gotovo je naša skrb, da zaščitimo tudi ne samo domovino, družine, mlade, kogarkoli nemočne, da jih nihče ne bi nadlegoval, mučil, trpinčil, kakoli, to se ne sme dogajati. To je naša dolžnost država. Trenutno je ena velika panika morda preko medijev, preko vsega tega dogajanja in strah in vznemirjenje, pa vendar prepričan sem slediti Jezusu, njegovi besedi,
slediti tudi smernica svetega očeta in vzeti rožni venec v roke. Je daleč najboljša pot v tej krizi. Če mi želimo za nasiljem ustavljati nasilje, ne bomo prišli daleč. Če hočemo eno nasilje zadošiti za drugim nasiljem, prav tako ne bo najboljša rešitev. Je pa rešitev, ko Božja moč vstopi v situacijo. Spomnimo se svetega pisma. Morda nam je zmanjkalo vere. Kolikokrat je Bog posredoval v najtežjih situacijah. Brez orožja, brez vsega. Ker so bili ljudje, ki so zaupali, ki so imeli močno in čvrsto vero in molitev k Bogu. Dragi Božji prijatelji, danes smo tukaj. Dobil sem pobudo. Seveda, so pa tudi takšni, ki želijo oznanjati, prinašati islam v Evropo. Gotovo, da so. Gotovo so krogi v muslimanskih državah, ki želijo, vse to sanjajo pravzaprav že več kot 1000 let, da bi Evropa postala muslimanska. Seveda se to želijo. Do sedaj jim ni uspelo. Ampak, dragi prijatelji, problem niso ti ljudje, ki želijo širiti islam. Najpogosteje je problem, ki ga imamo, je pri nas samih. Ko mi začnemo iskati problem samo pri drugih in vidimo na drugih, potem je nekaj narobe. Bistveni problem je skoraj vedno pri nas. In glavni problem, zakaj, na primer, bi se islam lahko širil, smo mi sami sebi, ker smo mi zavrgli Boga. Kje? Z, na primer, nizko nataliteto. Če smo mi zavrgli Jezusa, ki pravi jasno življenje, in zavrgli Božji nauk, ki je tudi nauk cerkve, ki govori popolno odprto za življenje, od prvega trenutka spočetja in vse do naravne smrti. Če smo mi to zavrgli, sami smo se nakopali to prekletstvo. Niso oni krivi, ki prihajajo, mi smo sami sebi glavni problem. Ne oni, ki pridejo. Glavni problem smo mi, ki nismo zares Božji, ki nismo zares kristjani. Niso glavni problem muslimani in islam. Mi sami sebi smo glavni problem. Dokler se tega ne priznamo, ne moremo iti naprej. Ne more iti na boljše, ker bomo sodili, se jezili, obsojali in delali napačne korake in potezi. Če se mi zares ne spovrnemo k svoji veri in svojemu živemu Bogu, nam ni rešitve. Kolike narode, pogledajte Sveto pismo, je Bog zravnal, iztrebil iz zemlje, ker so zavrgli Boga. In pošiljal proroke, pošiljal poslance, da bi se spovrnili, da bi začeli drugače. Na nas je, da nas nekaj temeljito pretresi in začnemo delati in živeti drugače. Če mi v Evropi ne bomo začeli živeti po svoji veri, smo izgubljeni. In to je Božje povabilo in Božji prst. Če tudi se komu zdi situacija tako nemogoča, ko se mi vrnemo Gospodu, Gospod vihar pomiri. Zakaj imamo nad angele te močne vojake nebeške vojske, ki zmorajo zaustaviti vsako zlo? Potrebno je moliti, potrebno je zaupati, potrebno verovati, klicati v nebesa po pomoč. Dragi Božji prijatelji, rekli so mi, da kaj rečem o hodži ali hodža. Imam prijatelje muslimane, ki so čudoviti ljudje, ki so velikodušni ljudje, ki globoko verujejo, ki niso fanatiki, ki so miroljubni, ki pomagajo ljudem v svoji okolici. To, kar se predstavlja danes kot islam, te neke skrajne skupine, to ni pravi islam. Seveda, imamo Jezusa, ki je Gospod, ki je edini odrešenik. Pa vendar smo poklicani, da živimo z vsemi ljudmi v miru. V moji župni, kjer sem deloval, smo imeli človeka,
musliman, ki je bil globoko hvaležen, ko se je prišel k njemu na obisk, ni bilo bolj hvaležnega človeka v vasi, kot je bil on. S kakšno ljubeznijo, dobroto, s kakšnim globokim spoštovanjem je ta človek sprejel duhovnika v hišo. Tega ni storil verjetno noben drug kristjan. Človek je prišel za Božič in Veliko noč k maši. Pravi, nimamo tukaj mojega svetišča, sem musliman. Prišel sem sem, da molim k Bogu. Prišel je plačati mašo za ljudi. Je rekel, jaz nisem kristjan. Meni to ne pomeni. Jaz tega ne poznam, ne razumem. Meni to nič ne pomeni, jaz sem musliman. Ampak vem, da tem pokojnim ljudem, ki so meni prodali to parcelo, njim je to veliko pomenilo. Zato sem prišel za mašo za njih. Človek, ko je eden naš cerkveni pevec bolel in je imel kompliciran zlom roke v hribih in poln hlev živine, 20 krav živine, kdor je kaj delal v hlevu, ve, koliko to pomeni dela. Leto dni delal težko na veliki vročini, steklarni na 50-60 stopinj, včasih več, po 8, 10, 12 ali 14 ur. Več kot leto dni vstajal, mora biti v službi ob 5. Vstajal uro in pol prej, šel k temu našemu sovaščanu celo leto, brezplačno, opraviti vse stvari v hlevu. Popoldne prišel domov, nakosil travo, spravil za zimo krmo in tako naprej. Za 20 krav živine. Musliman za kristjana, ki je imel kompliciran zlom roke. Noben drugi kristjan ni tega naredil, kot tisti musliman v tej vasi. Zato pravim, ne poslušujmo. Seveda, obstajajo stvari, preko greške hoči, se ukvarja s to magijo, se lahko odpreš zlu. Vse to je res. Poznam kup takih primerov. Eno je islam, drugo so muslimani. Mnogi ti ljudje so čudoviti ljudje, miroljubni ljudje. Imejmo vero v Boga, ki je ljubezen, ki je nad vsakim nemirom in paniko in situacijo, kar se dogaja. In brez vsakega plačila pa leto dni človek je šel toliko delal, nišče drug ni. Ravno ta ure daroval vsak dan za njega. Dragi Božji prijatelji, imel sem pa tudi primere, naprimer, muslimanov, ki so tako globoko verovali v Boga, ki je dober Bog, ki je stvarnik, ki želi, da smo ljudje prijatelji na zemlji. In so meni osebno, ko še nisem bil vere, pomagali k Bogu, čeprav to še ni bil Jezus, ki se me spozna kasneje. Imel sem tudi primer, ko prišel mladenič k molitvi na pogovor. Ko smo končali, ko smo odmolila, se čutil boljše. In pravi, Gospod pravi, a lahko pride še moja sestra gor? Sem rekel, lahko. Pravi, kje pa je? Pravi, spodaj čaka v avtomobilu. Pravi, naj pride. Prišla je gor, pogovarjali smo se skupaj molili. In pravi, da že nekaj let ne more študirati, ne more moliti. Ni mogla končati fakultete. Preprosto se ga vleklo naprej. In ko govorila svoj problem, ko smo molili, sem zaslišal ime Hodža, da bi Jezus pregovoril ime Hodža. Pa sem vprašal, a si ti mogoče bila kdaj pri muslimanskem Hodži? Pravi, ja, kako veste? Seko, če si bila, torej Gospod mi je spregovoril, gremo naprej, a ti Hodža kaj dal? Pravi, ja, kaj ti dal? Nekaj zapise, nekaj skupaj zamotanega. Pravi, sem vprašal, imaš to pri sebi? Pravi, ja, kje imaš tu? Pravi, tu not. A ti je rekel, da ne smeš nikomor pokazati, pa da pravi, ja,
sem rekel, dajmo se zmeniti, daj ti to meni, zaupaj mi. Jaz dam besedo, vse bo dobro, nič se ne boj. Če karkoli, naj pride name. Daj ti to meni. Dala mi je taki trikotnik skupaj z Vito, zmoli se nad tistim, zmoli nad njo. Deklica je imela študentka že vrsto let, 3 ali 4 leta, takšne hude migrene, strahotne glavobole, da ni mogla, eno stran ni mogla preštudirati. In si seveda zapomniti, prav tako ne. Ko smo skupaj zvolila, v tistem trenutku so nehali glavoboli. Nikoli se več niso pojavili. Ko je bil pater Rufus v Sloveniji, je imel serijo, to je bil verjetno največji strokovnjak za področje zla, osvobajanje od vplivu zla v katoliški cerkvi. Odgovoren za 150 milijonov za službo zdravljanja in osvobajanja po vsem svetu. Profesor, doktor, biblikoman. In ko je imel celo turnejo seminarjev duhovnih vaj na Hrvaškem in po Sloveniji, je na koncu malo pred odhodom bil srečanje za nas duhovnike in povedal. Pravi, na Hrvaškem in Sloveniji pravi, nisem po nobeni stvari opazil toliko vplivov zla, kot ravno potem, ko so ljudje bili pri bioenergetiku ali pri muslimanskem hodži. Seveda se vsi hodže ne ukvarjajo s temi praksami. Se pravi, na eni strani imamo muslimane, ki so ljudje, pa tudi vsi drugi ljudje. Imate hindujce, imate budiste, imate ateiste. Človeka vedno ljubiti. Ni pa treba ljubiti tistega, če dela ta človeka narobe. Ali želi nasilje, ki je seveda vsako nasilje popolnoma nesprejemljivo. In tudi ta človek, o katerem sem govoril, ki se ga bo globoko dotaknil, ki je imel hude družinske težave, probleme. In so povabili njegova žena in on, da se blagoslovi njihov dom. Ob tistem blagoslovu je Gospod storil zelo veliko ozdravljenje. Molil se tudi, da Bog zveže vsako zla in magije. Šli so tudi k muslimanskemu hodži, da so tam prelivali svinec skozi vodo in potem iz tistih figur, ki nastane v vodi, dežuje človek. Se moli, da Jezus osvobodi vse to, da Jezus stopi, da Jezus tam zagospoduje. In takrat je Gospod ozdravil tega družinskega očeta. In nastopil je dolgoletno obdobje blagoslova, miru, ljubezni, veselja v ta dom. In bili so globoko hvaležni za to. Ne moramo obsojati ljudi, ker niso spoznali Jezusa. To ni njihova krivda, če ne poznali Jezusa. Je bolj naša kot njihova. Naša je, da je Jezusa, njegovo ljubezen, njegovo moč Svetega Duha, očetovo smilenje, prinesemo tako, da ga bodo lahko sprejeli. Če se bomo njih bali, jim ne bomo nikoli prinesli Jezusa. Dragi Božji prijatelji, imamo pred seboj, kmalu bo začela sinoda o družini. Marsikaj ste zopet lahko slišali po medijih. Imate cele skupine ljudi, ki se ukvarjajo na internetu, imajo posebne skupnosti, internetniki širijo nemir, govorijo, da se radi papež, ne pravi papež, da antikrist in podobne neumnosti. In da bo papež skrenila, da se bo razklala cerkev in tako naprej. Neumnosti, dragi prijatelji. Bog vodi cerkev. Ti ljudje, ki to širijo, ne poznajo vere cerkve. Ti ljudje, ki takšne stvari začnejo na lahko verjeti, nimajo vere v to, kar je cerkev zares, ki je Božja ustanova. In lahko bomo videli, doživeli čudovite stvari, kar bo Bog delal in govori po tej sinodi o družini. V blagoslov sem nam, če je kdo od vas dvomi o tem, naj se globoko pokesa, obžaluje in spove. Povabim vas k temu. Ker Bog dela
Bog ljubi ta narod, Bog ljubi ta svet in Bog želi dati prave smernice za vse nas, kar bo blagoslov in v dobro. In ne bo skrunjena družina, kot nekateri napovedujejo že naprej in že naprej so izobčni papeža in del cerkve in tako naprej. In da so cerkve prostodarstva in podobne traparije. Ne nasedajte takšnim racam, vas globoko povabim. Biti zelo goreč, mnogi od vas ste zelo goreči. Pravijo, med svetnikom in norcem je samo en korak. Bodite goreči, ne pojdite pa naprej. V fanatizem, ali v strah, ali v paniko, ali kakšne podobne stvari, kot nekateri grejo. Včeraj sem videl dogodek, ko je papež v Ameriki, kjer je bil sedaj, prišel v dvorano, 100,000 ljudi na stadionu in širše okrog. In bili so karizmatiki. Molili so z dvignjenimi rokami, molili so v jezikih. Letos, 5. septembra, v tem mesecu, je papež potrdil celice za evangelizacijo. To so male skupine karizmatičnega tipa pravzaprav, ki evangelizirajo v svojem okolju. Potrdil vse polnosti naš sedanji papež. In dovolite, da povem osebno izkušnjo. Bil sem letos junija v Rimu na duhovni vaji za duhovnike, karizmatične prenove ali prijatelje ali druge, kdo je pač prišel. Bilo nas je 1000, morda 1200. Prvič v zgodovini morda so bile duhovne vaje v papeževi osebni baziliki, kar je njegova prva cerkev. Sveti Peter v Rimu ni njegova prva cerkev. Prva cerkev papeža osebno je sveti Janez v Lateranu. Že od leta 300 in nekaj, od cesarja Konstantina, ko je dal tisto cerkev za sedež rimskega škofa, to je papeža. Vse do danes, tam papeži prejmejo papeško službo. Tam se določeni temeljni koraki v liturgičnem letu papeža zgodijo. In dali so na to baziliko in so rezervirali samo za nas duhovnike, za karizmatično prenovo. Na 1000 ljudi bi želeli vstopiti. Niso mogli tiste dni od srede, 10. junija do 14. junija. Dragi prijatelji, vsak dan je bilo tako živo slavljenje, te duhovniki, celo ples, vse sorte, slavljenje Boga, kot v Sloveniji še nikjer nisem srečal. Vsak dan je bil kakšen kardinal z nami. Skoraj ves čas je bil papeški pridigar, pater Raniero Cantalamessa z nami. Bili so 3 prefekti kongregacij, bi rekli ministrstva, so bili z nami. Bil je v petek papež Frančišek z nami. 2-krat je šel in se srečal z nami vsemi. Ob začetku in ob koncu. 4 ure je bil z nami. Imel je predavanje. Uro in pol za nas. Potem so bila vprašanja in odgovori, smo lahko spraševali ga. Potem bila sveta maša z globokim nagovorom. Govoril o smiljenju, o ljubezni in povedal še nekaj. Želim, da nam to ne gre mimo. Povedal je svojo osebno izkušnjo karizmatične duhovnosti ali karizmatične prenove, ki ni sama sebi namen, da se mi imamo fajn na skupini, ampak je zato, da vžge ves svet v ognju Svetega Duha. In papež, ko je pred nekaj dnevi povedal v Združenih državah, pravi, potrebujemo Svetega Duha. Sveti Duh je tisti, ki edini lahko spremeni lice te zemlje. Ali je to res, dragi prijatelji? Kako močno res? In papež povedal, pravi, ko sem bil mlad duhovnik, ko sem bil kaplan, nisem razumel te duhovnosti. Pravi, enkrat sem se pri maši celo ponorčeval iz tega in sem rekel, sam nam je to govoril, papež, nam, 1200 duhovnikov tam v cerkvi, in nas je povabil v svojo osebno baziliko, smo imeli 5 dni duhovne vaje tam. In spovedovani bili so nekateri glavni karizmatiki, čudodelniki, sveti škofje, mučenci pravzaprav živi, tam za nami.
In povedal pravi, kako pravi, sem rekel, eni so naredili svetega Duha šolo sambe, plesa, češ, poznate v Južni Ameriki. In pravi, motil sem se. Jaz sem bil narobe. Pravi, jaz sem se motil. In enam duhovnikom, ki so mi tam zbrali več kot 1000, je rekel, danes vas prosim odpuščanja, ker sem vam delal krivico. Papež pa se prosi odpuščanja. Čeprav ni bilo tam neka resna, ali je bil aktiven v tem prizadevanju. Naslednja točka. Potem naj govori svojo osebno izkušnjo, kako se on pripravljal na prejem, na izlitje Svetega Duha. Papež Frančišek nam je to osebno govoril, sem bil tam, sem ga slišal, še prevajal sem za druge. Potem nam je povedal, kako je pokleknil, kako so molili za njega za izlitje Svetega Duha, kako je globoko izkusil moč Svetega Duha, njegove ljubezni in darove Svetega Duha. In veste, na koncu, kar me še posebej pretreslo, je bilo tole. Je povedal, je rekel, prosim vas, naredite ta Life in the Spirit seminar, se pravi tečaj, seminar za izlitje Svetega Duha, ali za krst Svetega Duha, ali temeljno duhovno izkustvo, duhovni seminar. Je rekel, prosim vas, naredite te seminarje v vseh vaših župnijah, okrog vaših župnij, v vaših semeniščih, bogoslovjih, redovnih skupnostih. Papež nas je tu prosil, dragi prijatelji. In to je Božji glas za naš čas. In na koncu je dodal, je rekel, to je največ, kar lahko ljudem daste. Dajmo en aplavz za Božji glas po cerkvi danes. Za Jezusov glas, tudi po papežu v našem času. Dajmo Jezusu in čudovit aplavz. Če grem malo nazaj, papež Benedikt je zapisal, bral sem to knjigo, Pogovori z Jozefom Ratzingerjem, vrhunski teolog, pravi homogeni teologije ali celo Mozart teologije. Je zapisal, pravi, po drugem Vatikanskem koncilu imamo kar nekaj sprememb. Ampak pravi, daleč najbolj glavna, se je zgodila, brez da bi mi to naredili. Točno to smo želeli in samo od sebe se to začelo dogajati. Papež 23. je molil za Svetega Duha, nov svež veter v cerkvi. In pravi, začelo se dogajati. In pravi, najbolj pozitivna stvar po drugem Vatikanskem koncilu je nastanek in rast novih gibanj v cerkvi in duhovnih tokov. Pa to je najbolj pozitivna stvar v cerkvi. Poleg tega, da je jezik, domači jezik liturgiji, da je oltar, da smo bolj občestvo, se čutimo skupaj, da smo eno in Jezus v naši sredi. Jezus je glavni, ne duhovnik, ampak Jezus. Njemu služimo vsi. In potem je naštel gibanja in na prvo mesto papež Benedikt postavi, pravi, karizmatično prenovo v duhu, pa pravi gibanje Focolarino, pa neokatehumeni, pa Corsilio in tako naprej. Na prvo mesto, pravi, gibanje so najboljše, kar se je zgodilo po koncilu. In da na prvo mesto karizmatično gibanje. Dragi Božji prijatelji, in malo kasneje je zapisal isti papež, Mozart teologije, genij teologije. Pravi, prenova, pravi, ne smete se bati, plašni ste. Morate biti dosti bolj goreči in osvojiti vse, da vse zajame ta ogenj milosti. In povedal je papež Janez Pavel II. Je govoril prav tako o karizmatičnem gibanju. Kolikokrat sprejel. In sedaj papež, sedaj 2 dni nazaj ali 3 dni nazaj, je zopet povabil, pravi, pridite drugo leto v Rim, pričakati binkošti skupaj.
Z menoj na trgu svetega Petra. Janez Pavel II. Posebej se spomnimo leta 1981. Vatikanski vrtovi sprejel je predstavnike karizmatičnega gibanja z celega sveta. In tam so molili v jezikih. In tudi on je molil za darom jezikov, skupaj z vsemi njimi. To mi je pričeval pater Rufus Pereira, ko je bil še živ, 2 leta nazaj umrl. Sam sem ga vozil celo na letališče, ko šel iz Slovenije, bil 2 dni v moji župni, pogovarjali smo se lahko veliko, spremljal sem njega in pravi, bil sem takrat tam. In stal sem tako, malo stran, morda 2 metra proč od papeža. Vsi smo ga jasno slišali, ko je Boga slavil za darom jezikov. Zato, dragi prijatelji, bodite pobožni, ampak odprite se tudi na domu Svetega Duha. To je Božja volja za naš čas. In naj izgine vsak strah iz naših src, ki ga morda čutimo. In papež Pavel VI, pred Janezom Pavlom II, je jasno povedal, pravi, prenova je upanje za cerkev in svet. To so nove vinkošti, ki jih Bog daje. Zato ne zapravimo tega, dragi prijatelji. Bodimo vsem srcem s to cerkvijo. Mati Marija je z nami, ona razgrinja plašč z nas, ne rabimo se bati. Bodimo vsem srcem goreči, tisti, ki slavimo Gospoda, ki ga ljubimo, ki se zahvaljujemo, ki molimo dobremu Bogu. Povabim, dajmo Gospoda slaviti se naj. Kmalu bo sveta naša, slavimo Gospoda, njegovo ljubezen. On živi, stari Jezus je tu med nami. Vabi nas po svetosti. Slavotni smo, grešniki, ampak odpremo se Svetemu Duhu in Božja moč bo delovala in Božji čudeži bodo delovali in Božja ozdravljenja bodo delovala in osvoboditev vsakega zla. In če smo polni veselja in upanja, zlo ne more stopati. Strah je tisto, kar dela zlo. Zlo želi, da se mi bojimo. Nasprotje od vere ni nevera, dragi prijatelji. Nasprotje od vere je strah. Če želiš videti, koliko ti vere še manjka, poglej svoje srce in boš videl, koliko imaš strahov. Koliko imaš strahov, toliko ti vere še manjka. Za vsak posamečen strah te Bog vabi, da ga premagaš za vero, z molitvijo, z ljubeznijo. In vera se mora kazati v ljubezni. Kot je rekla blažena mati Terezija, pravi, sad tišine je molitev, sad molitve je vera, sad vere je ljubezen, sad ljubezni je služenje, sad služenja je mir. Začnimo po tej poti in Bog bo v obilju z nami. Amen. Aleluja.